Vsem želim lep pozdrav. Kot veste, smo prejšnji teden na prvem delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb obravnavali poročilo o delu komisije. Razpravo smo prekinili in smo jo danes nadaljevali. Po razpravi je Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb poročilo sprejela. Tudi zaključke in predloge stališč in sklepov za Državni zbor, ki predstavljajo javni del poročila, so vam bili tudi zaradi tega razdeljeni in o tem vas želim danes na kratko seznaniti. Če smo v predhodnih poročilih Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb govorili predvsem o tem, koliko pooblastil in v kakšnem obsegu naj imajo nadzorovane službe, da bodo učinkovite za naš nacionalno-varnostni interes z gospodarskega, ekonomskega, finančnega in političnega vidika, v predloženem poročilu izpostavljamo predvsem vprašanje, koliko so te službe pri svojem delu neodvisne in koliko so vpete v dnevno politiko. Vse bolj izrazito in vedno bolj obsežno politično kadrovanje, ki smo mu priča, je slaba popotnica za strokovno in neodvisno delo teh služb. Nekateri primeri kažejo, da nadzorovane službe pred zlorabo strani vladajoče politike niso imune, kar izpostavljamo tudi v poročilu. Državnemu zboru iz teh razlogov predlagamo, da na podlagi ugotovitev in stališč komisije Državni zbor predlaga vladi sprejem ukrepov, ki bodo preprečili politizacijo nadzorovanih služb in preprečili erozijo pravne države. Predvsem pa ugotavljamo, da normativna ureditev uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov ne preprečuje možnosti zlorab njihove uporabe, saj se v posameznih primerih ne spoštujejo načela sorazmernosti, racionalnosti in učinkovitosti. Zato od pristojnih organov pričakujemo, da zakonodajo tolmačijo in uporabljajo restriktivno in s ciljem odkrivanja storilcev kaznivih dejanj ter obenem preprečijo politične diskreditacije, ki se tudi s preširokim tolmačenjem uporabe dogajajo v posameznih primerih. Predvsem pa izpostavljamo dejstvo, da posamezni primeri, ki jih je v preteklem letu obravnavala komisija, kažejo na to, da se posamezni ukrepi in posamezna preiskovalna dejanja usmerjajo v storilce kaznivih dejanj, potencialne storilce kaznivih dejanj, ki določeno politično opcijo najmanj ogrožajo in jih zaradi splošnega vtisa žrtvujejo kot sporočilo javnosti o učinkovitosti kazenskega pregona, oziroma še huje, posamezni ukrepi in policijske akcije se tudi, ko ni niti utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj, sprožajo proti političnim konkurentom z namenom njihovega zastraševanja. Na drugi strani pa se posamezni storilci oziroma sumi storitve najtežjih kaznivih dejanj, tistih, ki so pripadniki oziroma simpatizeri vladajoče politične opcije, ne preiskujejo ali obležijo na dnu raznih predalov, čakajo na zastaranje oziroma na ugotovitev, da ni bil izražen sum storitve kaznivega dejanja. Takšno delovanje v posameznih postopkih in preiskavah, ki pa so ponavadi medijsko izredno izpostavljeni, pušča v javnosti vedno bolj resen dvom v objektivnost in zakonitost vseh postopkov. Čeprav v teh primerih, o katerih sem govoril, govorimo o manjšem delu, ta slika se potem posploši, s tem pa je izpostavljen resen dvom v zakonitost delovanja teh služb, kar je za pravno varnost v tej državi izredno slabo. V komisiji torej izpostavljamo pomembnost in učinkovitost nadzora in odgovornost predvsem izvršilne veje oblasti, da zagotovi pogoje za neodvisno delovanje nadzorovanih služb ter da prepreči možnost njihove politizacije oziroma njihove zlorabe v politične namene. No, če ni vprašanj,
bi jaz ob zaključku izpostavil še, da člana komisije iz vrst Socialnih demokratov in Zaresa tega poročila nista podprla, sta glasovala proti. Poročilo namreč predstavlja neko ogledalo. Predstavlja neko ogledalo politike Zaresa, LDS-a in SD-ja. In ta podoba, seveda, ki jo to ogledalo kaže, ki pa je odsev razmer v tej državi, s to podobo seveda vladajoča politika ne more biti zadovoljna. Vendar pa želim izpostaviti, da za to podobo ni krivo ogledalo. Pač pa so krivi tisti, ki svojo podobo v tem ogledalu kažejo, in apel Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je, da na njih leži največja odgovornost, da se ta podoba v ogledalu v prihodnjem spremeni. Hvala lepa za vašo pozornost in želim vam lep dan še naprej.